Zdaj pa bi pogledali 5 korakov za vpeljavo account-based marketing pristopa. In prvi ta korak je kar dogovoriti to delovno skupino. Se pravi, ne glede na to, ali bi začeli postopoma ali bi šli vse naše sile dati zdaj v ta pristop, vsekakor rabimo vsaj enega predstavnika iz marketinga, pa vsaj enega predstavnika iz prodaje, ki bosta skupaj delala na temu pristopu. To je osnova. Potem je potrebno definirati listo teh podjetij, ki bi jih nagovorili. Mi temu rečemo target accounti. V tem izrazoslovju je kar nekaj angleških besed, se vam opravičujem za to, ampak dobrih prevodov v slovenščino mi ne poznamo in si jih tudi v resnici mogoče ne želimo, zaradi tega, ker na koncu dneva operirali bomo s HubSpotom, v HubSpotu je vse v angleščini. Najbolje je, da vsi v podjetju osvojite iste neke izraze, da se boste vsi razumeli, ne glede na to, ali nekdo zdaj v HubSpotu mora nekaj poklikati ali pač nek marketinger sam zasnuje neko vsebino. Se pravi, v drugem koraku definiramo listo target accountov podjetij in ljudi, ki bi jih morali nagovoriti v teh podjetjih, da bi lahko prodali neko storitev ali pa nek produkt. V tretjem koraku si je treba zamisliti načrt za vsako to podjetje, ki ga želimo nagovoriti. Kako bomo prišli v stik? S kakšnimi vsebinami bomo potem nagovorili vsakega od odločevalcev? In zdaj mogoče v četrtem koraku smo pa mi zdaj v drugi fazi. V prvih 3 fazah smo snovali in smo pripravljali. Ampak zdaj v četrtem koraku moramo pa mi dejansko začeti stopiti v stik, privabiti kontakte, negovati odnose s temi kontakti, zapirati posle. Konkretno bomo šli čez vsak posamezni korak, pa bomo pogledali, kako to pol tudi v HubSpotu izgleda. Tale korak je zelo nedvoumen, sem ga tudi dobro obrazložila. Med prodajo in marketingom mora biti sodelovanje, vsaj eden iz vsake strani in potem lahko začnemo. Seveda, mogoče kar nisem povedala, ampak se mi zdi osnova, buy-in mora biti iz obeh strani. Če ste vi danes iz marketinga, super, ampak prodajalce morate dobiti na svojo stran. To je že ena potencialna ovira. Velikokrat se pogovarjamo s podjetji, pa se pogovarjamo samo z marketingom, pa pol prodajalci nikakor nočejo spremeniti svojega dela. Ali pa rečejo, ja, super, dajmo delati na ta način, sam če vi vse naredite. Tukaj to ne bo šlo, ne? Mora biti nekako soglasno strinjanje, da je to the way to go, če lahko to rečem, za celo podjetje, za obe področji. Pri tej delovni skupini, ko jo dogovorimo, prva stvar je, da dogovorimo, katere podjetja bomo nagovorili, kaj so ti naši target accounti in potem v HubSpotu takole pogledamo, katera podjetja smo si zamislili. Bi mogoče Ana tukaj kaj dodala? Tukaj bi v bistvu dodala, da gledamo v bistvu to funkcionalnost, ki jo je HubSpot razvil za account-based marketing in se imenuje Target Accounts. Tukaj vidimo v bistvu to neko skupno presečišče nekih marketinških aktivnosti in prodajnih aktivnosti, kot naprimer, koliko podjetij smo označili kot neke target accounte, se pravi neka targetirana podjetja, koliko nekih prodajnih priložnosti imamo že odprtih za ta targetirana podjetja, kakšna je naša prodajna priložnost in tudi kakšne podatke zbiramo potem, oziroma kakšne podatke imamo na voljo zaenkrat o teh naših povezanih oziroma prodajnih targetiranih podjetjih. Se pravi, tukaj do tega lahko dostopajo tako marketingerji kot prodajalci in vidijo, kako so v bistvu uspešni z svojimi aktivnostmi. Vidimo tudi podrobno, katera točno določena podjetja so naši targetirana podjetja in koliko nekih kontaktov znotraj teh podjetij je potencialnih za obdelavo in potem bomo kasneje tudi videli,
kakšne podatke zbiramo potem za te kontakte in na podlagi tega, da vemo, da je to nekdo, ne vem, odločevalec, je to CEO, je prihaja iz prodaje, potem tudi marketingarji zasnujejo neko vsebino, ki bo primerna za ta tip kontakta, ki ga obdelujemo. Ja, še to bi jaz dodala, ne, vse, kar tukaj gledamo, so neki demo podatki, to niso resnična podjetja ali pa resnične osebe, da pač tudi v našem accountu nimamo pravih podatkov za namen tegale webinarja, da ne kršimo kakšnih GDPR omejitev. Kako definirati to listo target accountov? Več je tukaj nekih možnosti in smiselno je, da se pač vse nekako skupaj združi, da pridemo potem do ene liste podjetij. Kot sem že omenila prej, marketing lahko pripomore s tem, da pove, kdo danes obiskuje spletno stran, kakšni ljudje prenašajo neke vsebine, kogar že danes neko vsebino uspešno nagovarjamo, ne? Zato, da lahko to naredimo, ponavadi potrebujemo nek marketing automation sistem, recimo HubSpot je taka varianta ali pa pač tudi druge, ne. Samo v ta namen je veliko možnosti. To pomeni, če danes spremljate aktivnosti na spletni strani samo z Google Analyticsom, potem jasno ne morete vedeti, da Darja iz podjetja Frodix je prenesla neko vsebino. Če pa imate že marketing automation sistem, potem pa to marketingarji že danes vedo. To listo lahko sestavimo iz trenutnih strank, in tukaj se mi zdi, da je tudi neka dobra priložnost, da sploh začnemo, ne. Naše trenutne obstoječe stranke nam ponujajo dobro izhodišče za to, da karkoli tukaj več naredimo, ker že imajo naše zaupanje in si lahko tudi zamislimo neke večje nove priložnosti pri njih, ne. Ampak hkrati jih uporabimo za to, da rečemo, ok, to so naše trenutne stranke, so približno take velikosti, so v teh branžah večinoma in potem rečemo, potrebujemo njim podobna podjetja poiskati, ne vem, na istem trgu, na drugih trgih, kakorkoli. Lahko si to listo sestavimo tudi glede na pretekle stranke, recimo glede na 10 največjih poslov, ki smo jih imeli v preteklosti, spet na enak način, ne, glede na njihove značilnosti. Prodajalci pa imajo ponavadi vedno pri sebi neko listo želja, neka podjetja, s katerimi si že ves čas želijo delati, zato ker pač imajo nek velik prihodkovni potencial ali pa je neka zelo dobra verjetnost, da bi oni uspeli prodati nek velik projekt ali pa narediti nek upsell, karkoli. Potem pa iz vsega tega lahko zgradimo nek idealen profil kupca, ideal customer profile. Se pravi, vse to smo pregledali zato, da danes določimo, katere so tiste lastnosti, ki so skupne vsemu temu, ki so skupne vašim najbolj profitabilnim strankam danes in kakšne želimo v prihodnosti. In taka podjetja poiščemo in jih tudi v HubSpotu potem gledamo. Se pravi, tukaj vidimo nek workflow oziroma neko avtomatizacijo, kako lahko taka podjetja zajamemo in določimo ta ideal customer profile, se pravi čisto v ozadju, glede na to, kakšne podatke imamo. Seveda podatke moramo imeti o podjetjih, zato da lahko jih obdelujemo na tak način in tudi določamo pač določene tire. Se pravi, tukaj na desni strani vidimo neke vstopne pogoje, torej nas zanimajo vsa podjetja, ki imajo letne prihodke več kot 1 milijon, ki prihajajo iz neke regije in ki delujejo v neki določeni industriji. In z filtri oziroma z nekimi if pogoji oziroma z nekimi razvrstitvijo, z nekimi določenimi filtri, potem jih razvrščamo v določene tire. In če določimo pogoj, da ima to podjetje na primer več kot 50 milijonov prihodkov, ok, to so ta podjetja, s katerimi res želimo delati in določimo tir 1. Potem rečemo, če ima to podjetje
okoli 10 milijonov evrov prihodkov, so to podjetja, ki spadajo v tier 2, te so malo manj pomembne za nas. In če imajo pod 10 milijonov evrov prihodkov, so podjetja, ki spadajo v tier 3 in s tem se bomo v bistvu ukvarjali na zadnje in so za nas najmanj pomembni, oziroma primerna za našo IBM strategijo. Tako, Ana je v bistvu obrazložila, kako ta podjetja razdelimo na razne tire, na neke stopnje ali pa na neke skupine. Tudi v Frodixu naše obstoječe in potencialne stranke delimo in rečemo, to so stranke A, to so stranke B, to so stranke C. In glede na to, iz katere te skupine potem neka potencialna stranka pride, glede na to se pol z njo ukvarjamo. Mi pač naše storitve najbolj uspešno prodajamo A in B strankam. Če se pač neke recimo zelo majhne stranke javijo, da bi rade delali z nami, mi pač da ponudimo naše storitve, ampak angažma prodaje je počist drugačen. Ta podjetja po eni strani razdelimo, kot sva zdaj razložile, glede na tire, po drugi strani pa lahko merimo tudi neke engagement score, se temu reče, se pravi neko zavzetost, neko angažiranost teh potencialnih strank, konkretno kontaktov za vsebine, ki jih mi pripravljamo. In potem lahko rečemo, da so te pozitivne aktivnosti ovrednotene z 10 točkami. Če pa recimo ena taka oseba odjavi od naših novic ali pa naredi neko drugo tako za nas negativno recimo aktivnost, potem pa ji odvzamemo neke točke in tudi na podlagi tega lahko pol lažje vidimo, kje je več interesa za to, kam moramo usmeriti nek svoj trud. Ker ena stvar je te tiri, te stopne, to je, kje imamo mi interesa. To ni nujno, da ta podjetja tudi danes potrebujejo naše storitve, naše produkte. In če gledamo še engagement score po nekih kriterijih, ki so smiselno pripravljeni, to je seveda pogoj, potem pa lahko vidimo, kje je pa tudi pri njih interes. Skupaj te dve informaciji nam dajeta najboljšo sliko, kam v resnici usmeriti naš trud, ali pa večji del našega truda. Tudi če je neka super priložnost pa neki zelo veliki stranki, ampak če ni nobenega interesa, če so ravno kupili nek tak produkt, potem nam to nič ne pomaga, ne bomo uspeli. Naslednja točka je, da se sestavi načrt za vsako podjetje, ki ga želimo nagovoriti. In ta načrt, ta neka strategija mora odgovoriti na 3 vprašanja. Kdo so te osebe, ki jih je potrebno nagovoriti v podjetju? Če si predstavljate, da prodajamo nek sistem, neko informacijsko tehnologijo, prodajamo jo z namenom, da rešimo nek problem. Recimo, CRM je, se pravi, namenjen prodajalcem, zato da tam beležijo vse informacije o strankah, da oblikujejo svoje, aktivnosti, jih beležijo, da jih CRM recimo spominja na to, kaj je njihovo delo. Skratka, ne bi preveč o CRM-ju, ampak hočem reči, je za prodajalce. Ampak to ne pomeni, da je treba nagovoriti sam vodjo prodaje in bomo mi uspešni, če bomo prodajali na tak način. Ne, v CRM bomo mi beležili neke osebne podatke, zato je zelo pomembno, da pravna služba odobri, da je ta, naš pristop, naša tehnologija, karkoli, v redu. Mogoče je tukaj še neka tretji oddelek v podjetju, ki bo zelo tesno sodeloval s tem in moramo tudi njih nagovoriti. Skoraj nikoli pri kompleksnih rešitvah, pri dragih produktih ni tako, da imamo samo eno osebo in če njo prepričamo, smo že zmagali. Če nič drugega, velika podjetja imajo neke odbore, kakorkoli, in moramo tukaj delati na več osebah, ki jih je potrebno nagovoriti v podjetju. In mi moramo vedeti, koga moramo nagovoriti za našo storitev, ker za eno storitev je to, za drugo storitev moramo pa nagovoriti čist druge ljudi, ni nikoli enako. Kakšne vsebine potrebujemo za vsakega izmed članov?
Kot sem prej omenila, nek vodja prodaje, njega bo mogoče zanimalo to, da bo imel zdaj boljši nadzor nad prodajnim lijakom, ker bo točno vedel, za katere priložnosti se trudijo prodajalci in kako daleč so pri njih. Ampak pravna služba, njih pa zanima, a je to zdaj v oblaku, a je to fizično, se pravi, on-premise. A bojo podatki slučajno šli v tretje države, a imamo kakšne obdelovalce, ne vem. Čist druga vprašanja so pomembna za enega kot za drugega. Potem pa si moramo zamisliti tudi, kako bomo nagovorili kontakte, kako jih bomo negovali. A bomo pripravili neke, ne vem, hitre vodiče, je to sploh relevantno za te naše ciljne stranke. A bomo probali jih povabiti na nek dogodek in bomo tam na dogodku probali zagotoviti stik, pa bomo pa po dogodku neko avtomatizirano kampanjo zagnali in poskrbeli za to, da iz tega pridemo do prodajnega sestanka. Možnosti je tukaj veliko. Mi moramo pač narediti konkretno strategijo, kaj bomo zdaj za koga delali, da bomo prišli od tega, da je danes sam na naši listi želja, do tega, da pride prodajalec na sestanek. Od tam naprej prodajo dela sam, bolj ali manj. Takole potem izgleda v HubSpotu, katere so ključne osebe, ki jih želimo nagovoriti. Če lahko sem tudi jaz na hitro opišem, bolj iz tehničnega vidika. To je v bistvu kartica oziroma kot nek predogled našega targetiranega podjetja. Vidimo točno, kakšne aktivnosti so bile s tem podjetjem oziroma z vsemi deležniki v tem podjetju storjene, koliko kontaktov sploh ima to podjetje na voljo za obdelavo, koliko nekih prodajnih sporočil je bilo poslanih, koliko klicev je bilo upravljenih in koliko nekih sestankov je bilo zabeleženih. Vidimo tudi za vsak kontakt, ki je del tega podjetja, kakšno neko vlogo ima, kakšno nakupno vlogo ima, ali je to nek odločevalec, ali je to neka oseba, ki je najbolj recimo primerna za to, da se odloči za nakup naše storitve ali pa izdelka, ali je to recimo nek bloker, kar pomeni, da zavira ta nek prodajni proces, takni se moramo seveda čisto na nek drugačen način pogovarjati oziroma ga tretirati. In za vse te kontakte tudi vidimo, kdaj je bil neka zadnja aktivnost ali pa recimo neka zadnji engagement oziroma zadnja neka interakcija z našimi prodajnimi ali pa tudi marketinškimi aktivnostmi. Tako. Kot sem že rekla, pripraviti moramo potem vsebine za vsakega od teh kontaktov. In smiselno je, da so to vsebine, ki obravnavajo neke poslovne izzive, s katerimi se sooča bodisi target account, torej podjetje, aktualne ne bodo z vidika osebe, ki jo nagovarjamo v tem podjetju. Če prodajamo neko storitev, recimo prodajamo za farmacijo, recimo neko storitev, aktualne so zdaj neke vsebine z vidika nekih direktiv, če se spreminjajo neki zakoni, če je neka čisto drugačna nova praksa, neke take stvari, ampak odvisno, koga nagovarjamo, z katerega vidika je to za njega relevantno. Moramo razmisliti, ni samo, da je to zdaj za podjetje relevantno, ampak za to osebo, s katerim delamo. In kar je zdaj drugače, če bi mi zdaj vse to delali ročno, mi si tukaj pač prizadevamo za to, da neko delo avtomatiziramo, da personaliziramo neko komunikacijo, da ne rab prodajalec razmisliti, tej osebi bom poslal tale članek, ampak zato, ker je ona, vodja skladišča in moram napisati, zate je to relevantno, zato pa zato in tole je tale članek, ki se mi zdi zanimivo. Vse to vnaprej razmislimo in personaliziramo spletne strani na tak način. Se pravi, lahko uporabimo neko vsebino, ki že obstaja, nek hitri vodič, personaliziramo pa za vse, vodje prodaje z nekim nagovorom,
za vse pravne službe pa z nekim nagovorom, recimo na tak način. Mi zmeri stremimo k temu, da s tem pristopom, da ne rabimo zdaj ustvarjati veliko nekih novih vsebin, ampak ponavadi podjetja že imajo veliko vsebin pripravljenih, zdaj jih moramo pa mi samo prilagoditi za tiste osebe, ki jih pa hočemo zdaj s tem novim pristopom nagovoriti. Zato probamo samo uporabiti neko obstoječo vsebino, ampak nagovoriti na nek bolj specifičen način. Lahko gremo pa do te mere, da pripravljamo nekaj zelo personaliziranega, recimo, da bi pripravili neko evalvacijo ali pa neko poročilo, ki je zelo specifično za neko podjetje, ki ga želimo nagovoriti. To je malo odvisno od posla, v katerem ste. A je to nekaj zelo preprostega, ali pa to zahteva že zelo veliko nekega truda in boste rekli, to je preveč. Bomo šli bolj na te neke generične vsebine, ki jih bomo bolj prilagodili osebam ali pa podjetjem, ki jih danes nagovarjamo. Iz teh pripravljenih vsebin je potrebno sestaviti neke kampanje. Se pravi, moramo si zamisliti, kako bomo zdaj dosegali nek prvi stik. In tukaj je več možnosti. Lahko rečemo, ta prvi stik bomo dosegli prek LinkedIna. Na LinkedInu si bomo naredili target listo in potem bomo poslali connection invite in bo probal prodajalec priti v stik s to neko osebo pri podjetju, ki ga zanima. Lahko pa gremo tudi prek targetiranega oglaševanja. Če boste pogooglali account-based marketing, veliko teh sistemov, ki bodo prišli kot rezultati, so v bistvu namenjeni targetiranemu oglaševanju. Recimo neka Bombora ali pa Demandbase ali pa kaj takega. To so platforme, ki so zelo zanimive. Vprašanje, a so cenovno za nas primerne. Govorim za podjetja v Sloveniji, za targetiranje podjetij v Sloveniji. Če ste vi neko mednarodno podjetje in targetirate v Ameriki, v Aziji, kakorkoli, to je sigurno nekaj zanimivega za vas. Ampak na našem majhnem trgu je pa to lahko zelo, zelo drago. Tako da to je ena možnost. Vprašanje pa, a je za vas smiselna. Dogovorite treba, kakšno vsebino bomo uporabili, tudi če damo nek connection invite prek LinkedIna, že tam noter lahko povabimo na nek dogodek, ali pa lahko rečemo, mislim, da sva v istih, mislim, da imava neke podobne poslovne izzive, mi smo se tega lotili tako pa tako, mogoče bi tudi tebe zanimali, preber si tale, naš case study ali pa tale, hitri vodič, kakorkoli. V tem stiku bomo mi ali bomo oglaševali, ali bomo šli prek LinkedIna, ali pa bomo na nekem dogodku probali priti do nekega stika. Vsekakor se bomo trudili, da bomo dobili soglasje za komunikacijo vsaj prek e-maila, prek enega kanala. Zaradi tega, ker ta naš naslednji del so neke avtomatizirane kampanje in avtomatizirane kampanje ponavadi potrebujemo imeti soglasje za komunikacijo. Mi brez tega danes več ne delamo. Lahko smo 5 let nazaj, ampak danes pa brez soglasij ne delamo praktično nič več. Pri tem bi pa sam povedala to, saj če meni da nekdo vizitko, pa ni zdaj izpolnil neke online forme, to, da si ti meni dal vizitko, jaz isto štejem kot to, da si mi dal soglasje. Zdaj ni to samo, to zdaj ne pomeni samo, da mora izpolniti neko formo. V B2B je to malo drugače. Potem pa seveda s temi avtomatiziranimi kampanjami nagovarjamo te kontakte, želimo jih toliko ogreti za neko našo rešitev, da potem rečejo nazaj, jaz bi se pa, dajmo se slišati ali pa jaz bi se pa zdaj konkretno pogovoril, moj izziv je tak pa tak. V onem trenutku prodajalec spet prevzame nazaj krmilo, ta avtomatizirana kampanja se zaključi, prodajalec prevzame in nadaljuje ta prodajni cikel po svoje, zato da zaključi na koncu priložnost. In zdaj smo iz tega načrtovanja prišli v fazo, da zdaj pa bomo res nekaj začeli delati. Pri temu se nam zdi pomembno, da mogoče ni treba neke tople vode odkrivati,
Ker že danes prodajalci skrbijo za prve stike na določene načine. Danes spet prodajalci hodijo na dogodke in probajo navezati neke stike. Webinari so zdaj že klasičen pristop, ki ga uporablja že marsikatero podjetje in je tudi za naš tale primer uporaben. Vsi načini, ki so jih do zdaj počeli prodajalci, so super. Tudi na LinkedInu prodajalci v B2B prodaji so že danes aktivni, tako da vse to uporabljamo še naprej. In tudi pri negovanju odnosa s potencialnimi strankami, tukaj z avtomatiziranimi kampanjami lahko začnemo neko gradnjo odnosa. Začnemo v tolikšni meri, da pridemo pol do nekega osebnega stika. Ampak ta pristop lahko uporabimo tudi malo na drugačen način, malo obrnemo to zgodbo. Lahko ga uporabimo tudi takrat, ker recimo je prodajalec že bil na nekem sestanku, ampak na tistem nekem prvem sestanku, zdaj bi pa mogel on graditi to zanimanje naprej. Prek nekih vsebin pridati do tega, da dogovori še en sestanek, da res nagovori, ker v B2B prodaji je pogosto tako, pridemo na sestanek, wow, super, no, zdaj bomo pa mi to malo razmislili, mogoče moramo oblikovati neko projektno skupino, mogoče moramo pretehtati, kaj danes že imamo v podjetju, a res rabimo nek nov sistem. Ne vem, veliko nekih vprašanj in se lahko pojavi, čeprav smo navdušeni in je prodajalec ful dobro naredil. In zdaj ta vmesen čas do tega, da bo ta potencialna stranka razmislila, a res rabi ta nek nov sistem, a je mogoče tisti prejšnji čisto v redu. Ta čas moramo mi izkoristiti za to, da še zmeraj navdušujemo in pošljemo in lahko prodajalec pošlje nek ful aktualen članek na temo, kako s takim pa takim sistemom rešiš nek problem. Ali pa mi, prodajalec itak sodeluje na nekem dogodku, kjer bo prišel govoriti o nekem caseu, ki ga je naredil na nekem drugem podjetju in bi pač recimo povabil še to potencialno stranko ali pa več njih. Take stvari lahko tudi avtomatiziramo. Si zamislimo, za vse take vrste podjetij, kjer smo pač bili na nekem uvodnem sestanku, imamo zdaj vrsto vsebin, neko zaporedje vsebin, ki si želimo, da bi jih oni prebrali, ker vemo, da če bojo to prebrali, bojo bližje prišli k nam. Bolj bojo razumeli, kaj jim ponujamo, kaj so neke prednosti, ki jih bojo dobili od tega in zaradi tega je večja verjetnost, da bomo se mi hitreje spet slišali in da bomo to priložnost speljali do konca. Tako da, če povem na nek malo bolj grd način, to je lahko tudi nek pristop, ki ga uporabimo za mogoče malo bolj lene prodajalce, zato da ni treba res v CRM-ju vsak teden, zdaj pa pošelj neki, vzdržuj ta stik, povab na kavo, lahko tudi malo se tega avtomatiziramo, pa na tak način držimo to zanimanje za neko rešitev ali pa nek produkt.